Najprej morda nekaj o vaših občutkih na današnjem festivalu. Ste prvič se soočate takole z jogo smeha ali smehom brez razloga ali ste morda že obiskali tudi kdaj naš klub? Sem aktivna članica joge smeha, kluba v Mariboru brezplačnega in pred kratkim sem opravila tudi izobraževanje mednarodno za voditelje joge smeha. Ja, čudovito, to je posebej spodbudno, da ste iz stroke in zanimiva je bila vaša tema predavanja. Torej, v koliki meri je pravzaprav ta sposobnost za smeh, za smejanje pogojena z geni? Glejte, najprej hvala za pohvalo glede predavanja. Za geni to je tako, zdaj šele so se začele, se mi zdi, malo raziskave na tem področju. Smeh, geni, smejalna terapija, bolezni, je vpliv, ni vpliva. Dejansko je tako, smeh je odraz biokemičnih reakcij v našem telesu in teh reakcij ne bi bilo, če ne bi bilo genov. Tako da mislim, da tukaj tiči ta skrivnostni odgovor v povezavi smeh, geni. Bi lahko rekli, da če nimamo pravih genov, da se zato pač manj smejimo ali nimamo sposobnosti se smejati kar tako brez razloga? Glejte, vsi imamo, sem prepričana, te gene, ki nam sprožijo te biokemijske reakcije, ki so pogojene z smehom. Vsak ima to. Ampak mogoče se pa razlikujejo od človeka do človeka. In to je tisto, ki nas dela tukaj na tem področju različne. Pogosto lahko slišimo, kaj se čem smejati kar tako brez razloga, to je brez veze, ne? Se mi zdi neumno. Kaj bi na to odgovorili? Sploh ni neumno. Smeh je zelo resna stvar. Preprosta, dana vsem nam, živim osebam, vsem praktično na tem planetu. Le znati moramo izkoristiti ta čudovit dar in navsezadnje zastonje. Uporabimo ga lahko v vsakem trenutku in tudi predoziramo ga lahko, brez kakršnihkoli posledic. Ja, seveda pogosto rečemo, moramo gledati kak dober film, slišati kakšno dobro šalo in prav smeh oziroma joga smeha je nekaj, kar nam omogoča, da se smejemo brez razloga. Torej bi nekako, prej smo slišali dr. Deichmannovo, da bi kar nekako na recept predpisala smeh ali vadbo smeha. Tako, ja, se popolnoma strinjam z dr. Deichmannovo, ker dejansko je tako, ko človek preboleva neko bolezen, ko se sreča z tem in potem, če bi bil hkrati vzporedno z prebolevanjem te bolezni izpostavljen smejalni terapiji, sem prepričana, da bi bili rezultati veliko boljši, hitreje bi prišel do zastavljenega cilja, tako da ja, se popolnoma strinjam. Smeh brez razloga na recept. No, seveda smo veseli vaše prisotnosti, vašega danes dobesedno strokovnega predavanja. Lahko morda upamo, da boste na tem še delali, raziskovali in morda spodbujali tista področja človekovih dejavnosti, kjer imate vpliv. Moram reči, da sem začetnica na tem področju in vedno bolj radovedna, vedno bolj me vleče v te vode in koliko bo mi le čas dopuščal, mislim, da ja, je moj odgovor pritrdilen. In morda v vašem okolju resni zdravniki so skeptični tej vaši dejavnosti? Moram reči, da se še z odzivom, pravim, nisem ukvarjala in ubadala. Dejansko sem se podala na to pot ravno iz te ugotovitve, da se dan danes, predvsem v takšni ustanovi, kot je klinični center, odnos zdravnik-bolnik premalo posluša drug drugega. Premalo smo pozorni drug do drugega in mogoče včasih samo na smeh in je bolnik že takoj bolj zdrav. Tako da v bistvu je moja vizija mogoče prinesti to terapijo, če se lahko tako izrazim, v našo ustanovo. Naj vam v polni meri uspe. Hvala lepa. Hvala vam. Pravljamo to. Ja, preko Simone zdaj, odkar sem v klubu, redno. Imamo to rubriko Smeh brez razloga. Zelo dobro. Ali pa imajo čisto drugačne predstave o tem, ne? Ne zavedajo se te resnosti, tako kot Simona rada reče, smeh je resna stvar. In dejansko je. In vedno bolj v teh časih se mi zdi, da je nujno potrebno to. Res, ker drugače, jaz sem zaskrbljena, ne? Predvsem za otroke tudi, ne, vidim, imam tudi dva doma, vam rečem, 9-letnika pa 3-letnico, ne vem, res nujno potrebno, no, da jih naučimo se smejati. Enostavno jih je potrebno že prav naučiti se smejati, ne. Ali pa da ga vse ne ustavimo, takrat, ko se še otrok spontano smeje, ne. Točno to. Ja, kaj se zdaj reži brez veze? Res je. Jaz